Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji briefing, prispevek, v katerem skušamo analizirati vse tiste pomembne podatke pred nedeljsko veliko nagrado. Tudi danes se bomo ukvarjali s tremi različnimi področji, s tremi sklopi, ki nam bodo skušali razložiti, kaj lahko pričakujemo od prihajajoče velike nagrade Mehike. Najprej se bomo ozrli na same kvalifikacije, nato nekaj minut posvetili ritmu, na koncu bom pa predstavil svoje osebno lastno videnje glede možnih strategij. A začnimo s samimi kvalifikacijami, ki so nam pripravile marsikatero presenečenje v pozitivnem, kot tudi v negativnem smislu. In seveda, pozitivno presenečenje je prva štartna vrsta za skuderijo Ferrari, ker je treba priznati, da tudi oba voznika, tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši, nista pravzaprav pričakovala takšnega rezultata. A zavedati se moramo nekega dejstva. Prvih 8 na štartnem razporedu se je zvrstilo v polovici sekunde, kar je izjemno gosta skupina. Po drugi strani imamo tudi Daniela Ricciarda izjemno visoko na 4. mestu, ker ga marsikdo ni pričakoval. A v nadaljevanju bomo morda ugotovili, zakaj tako pri Ferrariju kot pri Alfa Tauriju z Danielom so bili tako konkurenčni. A ne moremo mimo dejstva, da sta bili ti dve izjemno pozitivni presenečenji. Verjetno nihče ni pričakoval, da Max Verstappen bo dirko začel komaj v drugi vrsti, ampak 3. štartno mesto je na tisti strani proge, ki ima na asfaltni površini malce več nanesene gume kot ona štartna mesta, ki imajo soda števila. A pustimo sedaj to, ne smemo mimo dejstva, da tudi Sergio Perez je napravil boljši vtis kot ponavadi, če ne toliko po mestu, ki ga je zasedel, pa vsaj po zaostanku. Če te prehiti nekdo z Alfa Taurijem in imaš ti Red Bull, verjetno vtis ni najboljši, ampak glede na vse skupaj je vsaj soliden. A imamo na teh kvalifikacijah tudi negativna presenečenja. In tu je treba najprej poudariti Landa Norrisa, ki je izpadel v prvem delu kvalifikacij. Namreč Lando Norris, vsaj kar se tiče prostih treningov in videli bomo v nadaljevanju ritma, je bil eden izmed favoritov. A o njem, o tistem, kar se mu je zgodilo, bomo verjetno razpravljali v naslednjih prispevkih. Tokrat je treba poudariti, da vsaj v izjavah za javnost je prevzel odgovornost za izjemno slabe, ne bom rekel katastrofalne kvalifikacije. In sam med negativna presenečenja bi uvrstil tudi oba Mercedesa. Namreč res prišla sta v Q3, sta tam spredaj, ampak ne toliko, kot bi lahko pričakovali. A možno, da so pri tovarniški ekipi Mercedes mislili malce bolj na dirko in na tisto, kar se je zgodilo prejšnji vikend na veliki nagradi Združenih držav Amerike. Namreč tu bi rad predstavil neko teorijo, ki sem jo dobil ob spremljanju samih kvalifikacij. Zakaj oba Ferrarija in tudi Alfa Tauri Daniela Ricciarda tako hitri, tako spredaj. Namreč za razliko od tistega, kar smo spremljali v Austinu, je na progi bratov Rodriguez asfaltna površina izjemno gladka, kar pomeni nobenih grbin, nobenega poskakovanja, nobenih udarcev v dno. Zato so si ekipe lahko privoščile malce več tveganja in bolid približale asfaltni površini. Spomnimo se na veliki nagradi Združenih držav,
sta bila diskvalificirana tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton. In verjetno pri Ferrariju in pri Alfa Tauriju so se nekako približali asfaltni površini, pri Mercedesu so hoteli ostati malce bolj na varni strani. A seveda, točke se delijo v nedeljo in potrebno bo počakati same rezultate dirke. A zaenkrat moramo priznati, da Ferrari tu v Mehiki je presenetil. Upajmo, da se bo ta forma nadaljevala tudi na tistem glavnem dogodku. A seveda, za dirko je pomembno imeti dober ritem. Vkolikor pogledamo projekcijo, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1, bomo zopet videli, da je Red Bull tam spredaj in nato imamo Mercedes, McLaren in skuderijo Ferrari dokaj blizu. Tista razlika desetinke med drugim in četrtim je po mojem osebnem videnju in po mojih osebnih izračunih zanemarljiva. Namreč videli bomo tudi v nadaljevanju, da marsikdaj številke so nekako povprečje obeh voznikov in morda ne kažejo tiste prave slike. A vseeno, verjetno na dirki Ferrari ne bo tako hiter, kot bi si lahko mislili, in o tem se bomo pogovarjali še v nadaljevanju. Nato imamo Alfa Romeo F1 tim, ki smo jih videli izjemno konkurenčne tudi na kvalifikacijah, čeprav Bottas in Zhou v prvi deseterici, ampak nista bila v tisti skupini, ki je zaostajala pol sekunde. Njihov zaostanek je bil bistveno večji. Nato sledijo Alpine, Williams, Alfa Tauri, kjer je zaostanek tam med 75 stotinkami sekunde na krog in 8 desetinkami. Štartni razpored zaključujeta Aston Martin ter Haas, kjer seveda se vidi globoka tehnična kriza. A verjetno to ne zanima marsikoga izmed vas, namreč zanimivo je videti tudi malce na telemetriji, zakaj prihaja do določenih razlik na določenih delih proge. Kolikor si pogledamo to telemetrijo, bomo opazili nekaj zanimivega. Da je Ferrari Charlesa Leclerca bistveno hitrejši na samih ravninah, medtem ko že omenjeni Lando Norris je bil bistveno boljši v tistih delih, kjer je potrebno imeti oprijem v ovinkih. Torej, lahko bi nekako sklepali, da Charles Leclerc v tem primeru ni imel dovolj aerodinamičnega oprijema, ki ga generira prednji in zadnji stabilizator, in ker pred samimi kvalifikacijami so verjetno njegov bolid nekako znižali, je to, kar mu je manjkalo na samih prostih treningih, pridobil. A žal Landa Norrisa ne bo tam spredaj in verjetno marsikoga izmed vas ne briga razlika med Ferrarijem in McLarenom, temveč je bolj zanimivo primerjati Ferrari in Red Bull. Tudi to primerjavo imamo po mikrosektorjih. Pravzaprav vidimo potrditev tega. Namreč Charles Leclerc bistveno hitrejši na ravninah, medtem ko Max Verstappen v tistih malce bolj tehničnih delih. In to se moramo zopet vrniti k nastavitvam. Vsaj tisto, kar so kazali prosti treningi, so nekako nam prikazali situacijo, kjer tudi pri Red Bullu je bila drugačna pot med obema bolidoma. Namreč Max je bil hitrejši od Pereza v drugem in tretjem sektorju, ker je bolj pomembno imeti oprijem, medtem ko v prvem sektorju tisti, ki ima dolgo ravnino, je bil boljši Perez. A pustimo sedaj to. Namreč potrebno je pogledati tudi, kakšen ritem bi lahko imel posamezni voznik s pneumatiko medium. In tudi tak graf imamo na razpolago, kjer pa vidimo, da že tolikokrat omenjeni Lando Norris je bil najhitrejši, nato Verstappen in Leclerc, ampak razlika med prvimi tremi res minimalna, lahko bi dejali zanemarljiva. Sledita Hamilton in Sainz.
ker bi zopet lahko sklepali, da pravzaprav drugačne nastavitve, drugačna orientacija. Ampak to toliko, da imamo neko predstavo, kaj se lahko zgodi. Rad bi vas spomnil, da Park Fermé se je začel s samimi kvalifikacijami, torej vsi podatki, ki izhajajo glede ritma iz prostih treningov, morda niso pravi, ker so v ekipah iskali neko določeno pot, so delo razdelili med oba voznika in pravzaprav na to izbrali eno ali drugo pot. Videli bomo na dirki. Ampak vseeno zanimivo, tako da imamo malce boljši občutek, kaj lahko pričakujemo na sami dirki. In na dirki bo pomembna kot običajno strategija. In zopet, kot še tolikokrat poprej, izjavljam, da sam nisem imel priložnosti časa videti nobene druge projekcije, ki jo bi napravil Pirelli ali kak drug strokovnjak. Zatorej to, kar bom predstavil, je sad mojega dela, mojega razumevanja, mojega znanja strategij v Formuli 1. In po mojem mnenju najhitrejša, najboljša strategija je tista z enim postankom. Seveda začeti na pnevmatiki medium, odpeljati približno 30 krogov in nato 41 krogov na pnevmatiki hard. Vse odvisno od temperatur, od degradacije, ki se je začela pojavljati, in tudi od zrnjenja, o katerem smo že govorili, ampak s pnevmatiko medium in hard zrnjenje ne pride toliko v poštev. In ta varianta z enim samim postankom, po mojem videnju, je tista najbolj očitna, najboljša. Dvomim, da s pnevmatiko soft in pnevmatiko hard v drugem delu bi komu uspelo dirko speljati do konca. In ukolikor bi imel kdo težave, da bi na koncu nataknil še set soft za približno 10 krogov, menim, da ni opcija, ki bi si jo lahko privoščili v takih napovedih. Gre za reševanje težav, ne za nekaj, kar pripravljaš vnaprej. A z dvema postankoma imamo tudi še dve varianti. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati približno 30 krogov, ponoviti vajo z drugim setom pnevmatik medium in res na koncu natakniti pnevmatike soft za zadnjih 11 krogov, oziroma vsak del se lahko prosto premeša v tem vrstnem redu. Edina pripomba, edino vprašanje, voznik mora imeti 2 seta pnevmatik medium na razpolago, ukolikor jih nima, ta varianta ne pride v poštev. A obstaja še tretja možnost, ki je nekako izvedljiva, malce bolj drzna, malce manj običajna. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati 15 krogov, kar je precej več od tistega, kar je upoštevano na primer v drugi varianti, nato natakniti pnevmatiko hard za 40 krogov in na koncu še zopet pnevmatika soft za zadnjih 16 krogov. V bistvu gre za varianto prve strategije, kjer tisti del s pnevmatiko medium nadomestita 2 dela s pnevmatiko soft. A kot običajno, kot sem že mnogokrat poudaril, gre za moje osebno videnje, ki je lahko tudi zgrešeno. V drugem delu komentarja bomo primerjali napoved Pirellija s tistim, kar sem sedaj predstavil sam. In na to bomo oboje primerjali zopet s tistim, kar so ekipe pokazale na progi. A do takrat nas čaka še dirka za veliko nagrado Mehike, ki seveda ima kar nekaj iztočnic, ki bodo vse dogajanje naredile zanimivo. A za debriefing za danes bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.